Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Vesela sem, da v svojem studiu lahko pozdravim gosta, ki smo ga običajno navajeni, ko nam govori o vremenu, temi, ki ga navdušuje že od 12. leta, ko je začel zapisovati vremenski dnevnik z opazovanji. Danes so ta opazovanja seveda s pomočjo moderne tehnologije še bolj natančna in napovedi vedno bolj točne. In upam, da ga bomo danes poznali tudi v malo bolj osebni luči. Z mano je Brane Gregorčič. Lepo pozdravljeni. Dober dan želim. Zdaj za začetek Branko ali Brane? Obe različici najdemo. Oboje je prav. V rojstnem listu pa piše Branko. Torej, za začetek bi prosila, že prej sva malo pogledala, take zanimive predmete ste prinesli k nam v studiu. Kaj ste prinesli? Ja, rečeno mi je bilo, naj prinesem 3 predmete in sem prinesel 3. Ne. Prvo je zvezek mojih prvih zapiskov o vremenu, dejansko izpred 52 let, torej dobrih 12 let sem bil star, ko sem začel beležiti vreme in sicer na poziv, ki je bil objavljen v reviji Pionir, naj učenci opazujejo vreme in pošljejo svoja opazovanja in bo neko nagradno žrebanje. No, takrat sem začel to zapisovati, zapisoval sem potem še približno 10 let, pa nikoli seveda poslal, ne, ampak hranim pa še vedno tudi te najstarejše zapiske. Ja. Da bojo najni poslušalci, gledalci vedeli, opazovali ste 4-krat na dan, ne, od začetka? Ja, drži. Stanje neba, se pravi pokritost z oblaki, temperaturo, smer, hitrost vetra, zračni tlak. Pomagal sem si deloma s podatki, ki jih je objavljal Radio Slovenija. Takrat seveda ni bilo duha ne sluha o kakšnem internetu ali kaj podobnega. Torej, nekaj sem pa sam izmeril na okvirju, od spalničnega okna je bil tudi termometer in tako sem potem malo interpoliral, če je bilo treba, nekaj svojih meritev, nekaj pa uradnih za Ljubljano recimo. In takrat se je rodila potem ta ljubezen do vremena, do opazovanja. Lahko bi tako rekli, ja. Od takrat sem postal zasvojen s tem. Z vremenom. Se ga kdaj naveličate tega opazovanja vremena? Vremena se ne moš naveličati, ker se vreme stalno spreminja. No, naveličaš se mogoče istega tipa vremena, če traja predolgo, potem postane nadležno, recimo lahko, ne, ali pozimi kakšna dolgotrajna megla, poleti kakšna dolgotrajna vročina, ne, tega se mislim, da vsi naveličajo. Ampak vremenske spremembe so pa tiste, ki so zelo zanimive, posebej, če jih poskušaš napovedati in potem opazuješ, kako se res uresničujejo. Zdaj, preden rečeva še kakšno o vremenu, ne, bi pa še pogledala tele 2 ostala predmeta, ki ste jih prinesli. Ja, zdaj kronološko gledano naslednji predmet je kaseta z original posnetki Butenskale, ne, to je bilo koncem 70-ih, začetku 80-ih let. Zelo poslušana radijska igra, mislim, da v originalu je bila na Radiu Študent, potem so pa izdali tudi kaseto in ta kaseta je še vedno funkcionalna, seveda, če imamo kasetofon. Ne. No, jaz en kasetofon doma še imam, zdaj v avtih pa vemo, da že kasetofonov lep čas ni več. Ne. To je pač spomin na tista zgodna študijska oziroma pozna gimnazijska leta, ko smo se navduševali nad malce tako alternativno kulturo in norčevanjem iz določenih stereotipov oziroma kakorkoli želite. Mislim, da Butenskalo bi moral vsak mlad človek slej ko prej spoznati. Je to del naše kulturne preteklosti tudi, ne. Je en tak temelj slovenske komedije, ne, oziroma neke posebne. Ja, Marko Derganc in Emi Filipčič sta bila takrat res legendarna s tem projektom. No. Danes spremljate ta napredek slovenskega humorja, komedije, kaj spremljate? Ne zelo aktivno, priznam. Ne. Raje živim bolj od spominov. In potem tretji predmet je tudi tak retro, ne? Ja, tretji predmet je pa v resnici glasba iz filma Betty Blue. Film je izšel leta 1986, režiser je Jean-Jacques Benet, to je bil francoski ljubezenski film, bi upal trditi. Takrat sem ravno služil vojaški rok v Beogradu in ko je prišla žena, bil sem takrat tudi že poročen, ko je prišla žena na obisk, sva šla v kino in sva si ta film ogledala.
in nam je bil zelo všeč. In potem sem kot prvi CD v svoji zgodovini kupil CD s to glasbo, takrat še nisem niti imel CD-playerja. Vem, da je bilo to v Bruslju, na prvi službeni poti v Bruselj, sem si kupil CD, ki je takrat bil za takratne razmere zelo draga zadeva, okrog 20 nemških mark, pri tem, da je bila plača okrog 500 nemških mark. Tako da, ampak sem bil čustveno toliko navezan na ta film, da sem si pač privoščil CD, potem čez pol leta sem pa še CD-player kupil. Kdaj ste si nazadnje ogledali film? Pred leti. Enkrat sem si sposodil tudi režiserjevo verzijo, ki je nekoliko podaljšana. V knjižnici Bežigrad so jo imeli, ne vem, če še imajo, seveda na DVD-ju. Imel sem tudi pač kaseto VHS, ampak ti nosilci slike in zvoka so šli počasi v pozabo in v bistvu zdaj je že težko najti kakšen player, ki bi predvajal te stare nosilce. Ampak dobro, CD se še da nekje. Čeprav tudi moderni, niti v avtu ni več CD-playerjev, niti v teh sodobnih tablicah in tako naprej. Ampak seveda, zdaj pa je vse skupaj pa tudi dostopno, bolj ali manj na kakšnem YouTubeu in še na kakšnih drugih spletnih platformah. Ampak, ker sem malce nostalgika, seveda hranim te predmete. Sicer, kakšno glasbo si radi zavrtite? Ja, v resnici včasih sem glasbe poslušal več, tudi z bolj kvalitetnim ozvočenjem, zdaj pa v glavnem poslušam glasbo samo v avtu med vožnjo. Tako da pač različno. Nisem zelo profiliran, imel sem različna obdobja. Začelo se je morda tam s Pink Floydi, pa nadaljevalo celo z diskom, pa potem smo prišli bolj na R&B stran, pa zdaj sem bolj na strani mogoče evropske produkcije, pač malo mešano. Mogoče zadnji koncert, ki ste ga obiskali? Zadnji koncert Mario Biondi v Kinu Šiška pred nekaj leti. Kaj pa kaj, slovenske glasbe si jo kdaj privoščite? Slovenske glasbe pa bolj malo, Bolj malo, priznam. Je pa sin nekaj časa igral v bendu Grimski, ki pa je potem razpadel, tako da takrat so imeli par kar dobrih komadov, fantje. Tudi celo na radio so prišli z njimi, ampak niso pa prav dolgo vztrajali kot ansambel. Je kdo v družini podedoval to ljubezen do vremena opazovanja? Poklicno ne, ampak drugače pa mislim, da nekaj se je prijelo, Zdaj, ko sem se pripravljala na ta intervju, sem premišljevala, ljudje si velikokrat kakšne prelomne življenjske dogodke zapomnimo, ne vem, po glasbi, ki se je takrat vrtela, po vonju, po nekih občutkih. Si jih vi zapomnite potem, kakšno vreme je bilo takrat, ne vem, ko ste se poročili, ko se vam je rodil otrok? Ja, tudi. Ja, na dan poroke je bil čudovit, pomladanski sončen dan, češnje so cvetele, bilo je konec aprila. In po tem datumu je še 3-krat zapadel sneg v tisti pozni pomladi leta 1985. Tako da to sem si zapomnil. Imate tak vremenski spomin? Ja, kar precej izražen. Zdaj, če pogledava to vašo prehojeno pot od tegale dnevnika vremenskega do danes, se je tudi v vaši stroki veliko spremenila, ne? Ja, absolutno. Seveda prišla je satelitska tehnologija, računalniška tehnologija. Brez teh tehnologij ne bi bilo sodobnih vremenskih napovedi, tako da to se je zelo spremenilo, absolutno. Ko sem recimo študiral ali ko sem šel v službo, se je to ravno začenjalo. Bili so že prvi poskusi računalniških izračunov meteoroloških modelov, tudi prvi vremenski satelit je že bil v orbiti, Meteosat 1. In od tam je šlo potem seveda samo naprej, Vse bolj zmogljivo, vse hitreje, vedno več. Je v bistvu umetnost v kopici vseh podatkov, potem nam, ki nismo strokovno podkovani, neko napoved podati. Za kvalitetno napoved najprej potrebuješ kvalitetne meritve v pač atmosferi, ki je sama po sebi zelo kaotičen sistem in seveda bolj kot si sposoben
izmeriti pravilno trenutno stanje, v popolnosti ga ne bomo nikoli sposobni. Ampak vendarle, bolj ko veš, kaj je trenutno, bolj veš, kakšna neravnovesja vladajo med recimo zračnimi masami in kako se bo to razvijalo v prihodnje. In potem se s pomočjo računalniških modelov v časovnih korakih nekaj minut računa do 10 dni vnaprej. Jasno, da napaka s časom zaradi različnih razlogov, zaradi začetnih napak, zaradi numeričnih nestabilnosti, ki se pojavijo ob tem reševanju tega sistema diferencialnih enačb, se napaka s časom veča, ampak lahko vseeno ocenimo, da približno na 10 let pridobimo en dan uporabne napovedi več. Se pravi, kar je bilo pred 40 leti morda enako kvalitetno za 2 dni naprej, je zdaj že za 6 dni naprej. Ne? Kako pa je s tem, ko s prijatelji kdaj sedimo in primerjamo na različnih aplikacijah napovedi, vsak si izbere tisto, ki mu je ljubša? Ja, to seveda. Kje predlagate, da si jo ogledamo, da je najbolj točna? Imamo svoj portal Meteo.si, torej naša državna meteorološka služba na Arsu združuje pravzaprav 2 portala, enega imenujemo meteo.si, drugega pa vreme.si. Zdaj, ta vreme.si mu rečemo tudi modra stran, tam so samo numerični izračuni brez človekovega posega, dočim na strani Meteo.si je pa tudi vpliv dežurnega prognostika na vsebino na tem portalu, ne? Pa tudi pregledi klimatologije in vsega ostalega, kar seveda še obstaja v recimo meteorologiji. Ne? Tako da seveda zdaj mobilne aplikacije, tiste najbolj prijazne, so pa verjetno razvite z veliko več sredstvi, kot jih premore naša državna služba in so mednarodne. Ne? Tako da ima Google svojo, pa razne večje meteorološke službe, pa razne privatne meteorološke družbe. Vsak si pač izbere tisto, ki mu najbolj odgovarja. Zdaj, če se napovedi različnih platform razlikujejo, to samo pomeni, da je trenutno napoved negotova in da lahko se uresniči katerikoli od teh scenarijev. Če pa so vsi izračuni primerljivi med seboj, potem pa vemo, da je ta vremenski razvoj bolj gotov, bolj predvidljiv, kajti so dnevi, ko je atmosfera bolj nepredvidljiva na določenem območju kot druge dni. Ne? Imate tudi dežurno številko, dežurnega prognostika pri vas. S kakšnimi vprašanji se ljudje vse obračajo? Zelo različnimi. Moram povedati, največ klicev je v času recimo spomladansko-poletne sezone. Kmetijstvo je nekako eden ključnih dejavnosti je kmetijstvo, se pravi, kmetje zelo želijo tako bi rekel, od dežurnega slišati, ali je vredno pokositi travo, ali se bo posušila, koliko dni bo nad njegovim travnikom suho, kakšna je verjetnost neviht. S temi vprašanji nas zasujejo že tam konec aprila in to traja potem do poletja. Seveda so potem še druga kmetijska opravila vezana na vreme, recimo škropljenje, gnojenje in tako naprej, kar je vse povezano s predvsem napovedjo padavin, pa tudi drugih parametrov. No. Drugače pa seveda ljudje sprašujejo o vremenu pri nas in tudi v kakšnih turističnih destinacijah. Sprašujejo pa tudi kakšne nevremenske, tudi kakšna vprašanja, ki so morda na videz povezana z vremenom, pa morda niti niso, ne. Lahko kot anekdoto eno tako vprašanje povem. Enkrat sem bil tako v vlogi dežurnega, dvignem telefon in en gospod rešuje križanko in me vpraša, pa to sem že kdaj povedal, tako da lahko, da so ljudje to že kdaj slišali, pa se bom ponavljal, ampak vseeno se mi zdi kar zanimivo. V glavnem vpraša gospod, kakšen je to oblak? Bard oblak. Meteorolog, Bard oblak. In me je prešinilo, da je Bard Oblak bil, zdaj že pokojni, znan slovenski umetnik z nadimkom Jucundus. Ne? In sem v par sekundah odgovoril, mislim, da je odgovor Jucundus. Ne? In je bil gospod zelo zadovoljen z mojim odgovorom, ki ga je dobil na številki dežurnega prognostika.
v njegovo poročilo, tudi sama bi pomislila, da Jucundus bi bila lahko neka vrsta oblaka, ne? Aha, Sliši ja, no, to je pa spet drugo, ja. tako, da, To je pa zanimivo. ampak ste rešili zagonetko. Ja, to smo rešili. Kolikokrat pa se hudujejo na vas, da ste narobe napovedali, da bi moralo biti sonce ali da bi moral biti dež? Imate kdaj kakšna neprijetna srečanja na ulici, da ste narobe napovedali? Se je že zgodilo, ne morem reči, da ne. Mogoče nekajkrat v 40 letih, ne pa na redni osnovi. No. Tako da ni tako hudo stresno ni hoditi po cesti. No. Aha. Vas pa prepoznajo verjetno. Bolj ali manj, no. Zdaj je odvisno. Ne. Zdaj mlada generacija itak televizije ne gleda več, na radiju se ne vidi obraza. Včasih je pa že kdo rekel, ja, na blagajni recimo, ja, da me je pa po glasu spoznal. To pa ja. Ste pa prisotni prav zaradi svojega poklica tudi v medijih, ne, po televiziji, po radiju. Kako pa je ta del? Vam je všeč to nastopanje? Ste imeli kdaj težave s tem? Ja, ravno ko je naša generacija končala s študijem in začela z delom, se je pojavil ta interes po večji medijski prisotnosti, bodisi s temi živimi radijskimi javljanji in tudi nastopanjem na nacionalni televiziji. No, del tega nastopanja na nacionalni televiziji sem bil več kot 30 let, zdaj zadnjih 5 let se pač v teh večernih oddajah več ne pojavljam, ampak pač po službeni dolžnosti pa še vedno dajem izjave, kadar pride do kakšnih malo bolj izrednih vremenskih dogodkov, ne, in jih pač pokomentiram. In to ne samo za en televizijski kanal, ampak seveda za vse, ne, ker v vlogi nekakega, rekel, PR zastopnika naše agencije, kar se tiče vremenskih dogodkov. Ne. In to vam leži, ne? Nekako s tem nimate nobenih težav. Ja, to bojo lahko še drugi povedali. No, jaz mislim, da sem se nekako uživel v to. Ja. Niste imeli nikoli treme pred tem javnim nastopanjem? Vedno nekaj treme je sigurno, predvsem v začetku jo je več, potem jo je morda nekaj manj, ampak pravijo, da nekaj treme je pa že zdravo. Ne. Kako pa mogoče vaši prijatelji, družina sprejemajo to pojavljanje v medijih, ko so vas mogoče otroci, ko so bili majhni, zagledali, ko ste napovedovali vreme? Ja, to so seveda me takrat, mislim, da jim ni škodilo, no, da nismo imeli nikoli kakšnih posebnih, bi rekel, s tem povezanih, ne vem, nevšečnosti dogodkov. Tudi sta otroka vsak po svoje malce razmišljala, ali bi morda kaj podobnega, ali sem študirala, ampak potem sta se pač odločila drugače in to je seveda, vsak se mora odločiti za tisti študij, ki ga najbolj zanima, katerega poklic bi najraje opravljal, ker potem celo življenje ne hodi v službo, ampak v bistvu ima nek tak hobi, ki mu izpolnjuje življenje. Ne. Kako pa so vaši starši sprejeli to vašo odločitev, ne, da boste meteorolog? Moji starši so bili, kar se tega tiče, zelo kooperativni, nikoli se niso vtikali v te moje odločitve, so mi povsem zaupali in tako da s tem ni bilo težav. Kako pa je s podmladkom v vaših vrstah? Je zanimanja za ta poklic? Ja, v zadnjih 10 letih moram reči, da imamo kar razveseljujoč dotok mladih meteorologov. Prej smo imeli nekaj kar daljših kriznih let, morda celo 10 ali več let, praktično tudi ni bilo možnosti za zaposlitev, pa tudi študij ni končalo prav veliko meteorologov. Potem pa se je to nekako odprlo, no? Tako da zdaj imamo res kar lepo ekipo, pomlajeno ekipo. Je to težek študij, verjetno veliko matematike, fizike, takih neromantičnih? Vsak študij je zelo težak, če te tematika ne zanima, oziroma ni tako težak, če te tematika zanima. Seveda brez matematike in fizike pa tukaj ne gre, to je osnova. Veliko analize in obdelave podatkov je. Ja, to tudi pride, ampak so potem različne veje meteorologije, ne, zdaj bodi si numerično modeliranje, zdaj na tem temelji sodobna napoved vremena, potem so pa še tiste službe, ki niso toliko na očeh, ne, to je pa klimatologija, analiza podatkov za nazaj, ugotavljanje klimatskih trendov, tudi morda neke projekcije klimatske za
več desetletij naprej, s čimer se operativna meteorološka prognoza pač ne ukvarja, kajti vreme kot tako je napovedljivo največ 2 tedna naprej, potem se pa te napake izračunov že tako povečajo, da pač prihaja do popolnih sprememb v samih napovedih z naslednjimi izračuni, ne. No, pa agrometeorologija, seveda tudi podatki so pomembni, tudi kontrola teh podatkov je pomembna. Satelitske meritve so pomembne, radarske meritve so zelo pomembne, tudi meritve atmosferskih razelektritev. Vseh teh podatkov je vedno več, ne, in so vedno na nek način, ne bom rekel težje obvladljivi, ampak ker jih je vedno več, nudijo potem res veliko materiala, ki ga mora pravzaprav oseba, ki se ukvarja recimo z napovedovanjem, dejansko absorbirati in v glavi nekako razvrstiti po nekih prioritetah, kajti en izračun recimo napoveduje en razvoj, drugačen, potem pa poskušaš v glavi premisliti, a je bilo že kakšna podobna situacija, ko se je potem, en model bolje izkazal kot drug. Pravijo, človek za 1 uro vedno ve, koliko je ura, človek z 2 že ni povsem prepričan. Zdaj, včasih imamo teh ur tudi 5, se pravi 5 različnih izračunov in zdaj lahko seveda gremo najbolj varno pot, se pravi vzamemo neko srednjo vrednost od vseh, ne, ampak prišlo bo vedno do nekih odstopanj. Tako da kljub napredku je lahko tudi več stresa s tem povezanega, ne. Zdaj je pa v igro stopil še nov igralec, umetna inteligenca, ne? Ja, drži. Kako pa je to? Umetna inteligenca pravzaprav bazira na preteklih izračunih, ne, in se poskuša iz njih namesto nas kaj naučiti. To, da bomo videli v naslednjih letih. Povsem najbrž ne bo prevzela vajeti v meteorologiji, bo pa en zelo pomemben igralec. Ja. Zdaj, ko vas tako poslušam, se mi zdi, da ste zelo tak analitičen človek, ste tudi v zasebnem življenju te pomembne ali manj pomembne življenjske odločitve tako analitično sprejemali v življenju? Ja, pravijo, ker sem po horoskopu devica, da sem bolj racionalen, ne. Manj čustven. Morda, recimo, ne. Potem se pač treba dopolnjevati z nekom, ki je morda karakterno malo drugačen, pa se najde potem en kompromis, ne. Se spomnite, kakšno vreme je bilo, ko ste spoznali svojo ženo? Seveda se spomnim. Bil je lep oktobrski dan. In šla sva na isto predavanje, ampak ko sem hodil za njo, tega še nisem vedel. Potem sva se pa usedla v isto klop. In potem se je vse zgodilo. In potem se je začelo. Zdaj, kot sem zasledila v intervjujih, ne marate ravno teh vročih poletnih dni. Kako se v letošnjem poletju počutite? Ja, to ne skrivam. Meni je ljubši zimski scenarij in pravzaprav glede na razvoj klime v zadnjih desetletjih bi lahko rekel, da trpim, ne, ker je snežnih obdobij vedno manj. Ravno nekako za študij meteorologije so me navdušile te zimske vremenske epizode s pogostim sneženjem. To mi je bilo vedno tako nekako čarobno, ne. Vročino pa res ne prenašam najbolje. Seveda se da zaščititi do neke mere pred vročino, no. Zaenkrat še vedno prisegamo na te naravne pripomočke brez umetne klime, kar se doma tiče, ne. Seveda v avtu in v službi smo veseli, če imamo možnost klimatizacije, doma pa poskušamo še vedno s tem nočnim zračenjem in senčenjem čez dan preživeti tiste najbolj vroče dni. Saj zdaj trenutno je pa prav prijetno, ne. Temperature blizu 30 res niso moteče, če pa gre tako za en vročinski val, ko se vročina stopnjuje in pridejo temperature na 35 ali več, pri tem, da se tudi jutranje dvigajo in da je mogoče celo soparno, to je najhujše od vsega, ne. Ja, takrat pa nisem vesel. In moram zdaj vprašati, se nam obeta še kakšen vročinski val v tem poletju, da smo nekje na polovici? Ja, nekako smo na polovici meteorološkega poletja. Zdaj, nekega zelo izrazitega vročinskega vala v prihodnjih 14 dneh ni na vidiku, tako da do konca julija bodo vroči dnevi prišli, ne. Že ob koncu tega tedna, pa verjetno tudi potem v prihodnjem, ampak vmes bodo vedno neke osvežitve, vsaj za dan, 2, tako da mislim, da to vročino se bo vseeno dalo kar v redu prenašati.
Moram pa vprašati, kako pa se kaj spopadate z vsemi temi teorijami zarote? Verjetno se na vas obračajo razni teoretiki. Ja, so se pred leti morda celo še bolj, zdaj so morda malo, ne vem, ali so se kaj bolj izobrazili ali kakorkoli. V glavnem, to ni toliko strokovni kot bolj sociološki fenomen. Ne. Te teorije zarote na vseh področjih so žive, tako kot so živi kulti, čeprav se zdi komu čisto nerazumljivo, kako lahko človek v nekaj takega verjame, ampak vedno se najdejo ljudje, ki v to verjamejo. Ne. In takim tudi, če jim razložiš strokovno ozadje nekih pojavov, v glavnem ne poslušajo. Ne. Dobro, morda kdo, ki ni ravno pristaš, ampak ki ga samo zanima, kaj pa je na tem, zakaj pa nekateri to govorijo, drugi pa ne. Takšne še prepriča človek svojo strokovno argumentacijo. Ne. Zdaj, če je pa nekdo že zabredel v vse te vode, ker vemo, ko si naenkrat na internetu na eni tematiki, ti bo ponujal algoritem vedno nove vsebine te iste tematike. Ne. In tako je tudi s teorijami zarote. Ko enkrat padeš noter, težko prideš ven. Ne. In svetujem vsakomur, da naj razmišlja svojo glavo, svojo pametjo, mi včasih rečemo zdravo kmečko pametjo, kaj je možno in kaj ni možno. Ne. V kolikšni meri pa mislite, da bo človek lahko s tem razvojem tehnologije vseeno mogoče na mikrolokacijah vplival na vreme? Jaz se ne bi na to zanašal, vsaj na mikrolokaciji, morda se celo da z nekimi nesorazmerno velikimi vložki kaj doseči. Ne toliko pri konvektivnem tipu vremena, se pravi pri nevihtah ali pa še v večjem razmeru ciklonih, harikenih, tu človekov vpliv je pač neznaten in ne bo nikoli, po moje, odločilen. Pri kakšnem razbijanju lokalne megle morda, ne. Ampak ali ima to smisel vlagati neke velika sredstva v nekaj, kar ne prinese neke bistvene spremembe? Mislim, da ne. No. Mislim, da se tudi počasi to z leti zdaj že malo kristalizira, kaj je realno in kaj je utopično. Ne. Včasih je bilo veliko nekih utopičnih idej o pošiljanju drobnih delcev v stratosfero. Tako, mislim, take ideje, ki, če jih fizikalno vrednotiš, vidiš, da so pravzaprav neuresničljive v realnem svetu. Ne. Kakšne ogromne mase materiala bi bile potrebne. Veliko materiala se lahko sprosti v atmosfero ob vulkanskih izbruhih, in to so ogromne energije. Ne. Zdaj, da bi pa človek z nekimi letali dvigal na ne vem s kakšnimi stroški nekaj v zrak in potem ne vedo, kaj bo pravzaprav efekt vsega. Mislim, da ni ekonomije, ki bi to si upala tudi financirati, posebej, ker so izidi popolnoma negotovi, lahko da sploh ne dosežeš želenega učinka. Ne. Predvsem pa vse, kar se dogaja v atmosferi, se v bistvu dogaja globalno. Ne moreš ti na enem območju izvesti ne vem kaj, pa misliti, da bo vpliv omejen samo na to območje. Slej ko prej se bo razširil. Ne. Se vam zdi, da človek vseeno si preveč želi posegati in vplivati v nekaj, kar ni v njegovi moči? Ja, pogosto je tako, ja, človek. Morda pred desetletji je bil še bolj ta občutek neke superiornosti, kaj vse lahko človek naredi. Mislim, da do zdaj so se že malce streznili tisti najbolj, zagreti entuziasti o tem človekovem vplivu in so ugotovili, da ne gre ravno tako, no, da ima narava vseeno svojo moč. Vemo, da človek vpliva na podnebje, ne, predvsem s temi toplogrednimi emisijami. Ampak tukaj gre za milijone in milijarde ton goriva, ki ga porabimo seveda zato, da je naše življenje bolj udobno, ne, da imamo pozimi toplo, da se vozimo sem ter tja in tako naprej. Da bi pa zdaj poleg tega še se lotil neke po velikosti primerljive aktivnosti, ki bi jo financiral kdo, kajti to bi bili enormni stroški za kakršnokoli
aktivnost, ki bi recimo cel planet nekako, ki bi vplivala lahko na cel planet. Ne. To je utopično, no, z eno besedo. Zdaj, desetletja že opazujete, analizirate vreme, spremembe. V zadnjih letih se govori o teh ekstremnih vremenskih pojavih. Ne? Je to res tako močno šele zadnja leta ali samo nimamo statistike za nazaj, kaj vse se je dogajalo? Ja, tu je več faktorjev. En faktor je tudi ta, da zdaj ima vsak svoj telefon s kamero in se posnamejo tako rekoč vsi vremenski dogodki. Ne? Tega včasih ni bilo. Ne? To je faktor, ki morda govori v prid temu, da zdaj je vremenskih ujm vse več. Ne. Zdaj, drugo je dejstvo, da je ozračje vse toplejše. Zdaj, v toplejšem ozračju, vemo, je več vodne pare, je več energije za razvoj oblakov in neviht. In za vsako stopinjo višjo temperaturo je lahko v ozračju približno 7% več vodne pare in s tem ravno toliko več energije ki se sprošča ob kondenzaciji vodne pare v tekoče stanje, recimo v oblakih. Ne. Tako da tu fizika govori v prid temu, seveda, da so zaradi višjih temperatur in več razpoložljive energije možne močnejša neurja. To drži. Ne. In dejstvo je seveda, da temperatura pa narašča in da so vročinski valovi dejansko zdaj bistveno pogostejši in tudi daljši. Ne. Če recimo pred 50 leti za Slovenijo veljalo, da je približno število vročih dni v enem poletju tam okoli 10, smo zdaj že blizu 40, številu 40. Ne. Lani jih je bilo v Ljubljani 49. Ne. Letos zaenkrat jih je, mislim, da okrog 20, ampak smo na sredini poletja. Ne. Tako da to se pa dogaja, ne. Temu se pač moramo na nek način prilagajati. Ne. Letošnje poletje verjetno ne bo najbolj vroče v zgodovini meritev, ali je še vse odprto? Gotovo bo med prvih 10. Zdaj najbolj vroči poletji sta bili lansko in pa poletje 2003. Tisto takrat je itak odstopalo močno od nekaj prejšnjih in nekaj kasnejših. Ampak zdaj v zadnjih 10 letih je pa kar večina poletij vročih. Ne. Še tista, ki se zdijo malo manj vroča, so po nekih objektivnih kriterijih še vedno stopinjo ali 2 nad povprečjem zadnjih 30 let. Tako da krivulja se vzpenja in nič ne kaže, da bi se kaj ustavila. Seveda, kakšno poletje lahko malce zaniha. Če smo rekli lani 49 vročih dni, morda jih bo letos samo 40. Kaj dosti manj, pa verjetno ne. Kje vi najdete svoje zavetje, svoj hlad, raje na morju ali v gorah? Absolutno, morje v poletnem času mi ne ustreza več. Tja smo hodili, ko smo bili mlajši, ko smo družinsko letovali z otroki, ki so imeli počitnice. Zdaj mi veliko bolj odgovarja senca v recimo osrčju kakšnih gozdov. Tudi tista leta, ko sem malo več hodil v višje predele, se pravi v gore, so morda že malce za mano, tako da v zadnjih letih predvsem uživam v sprehodih s psom po gozdu, ki ga je pa kar precej v Sloveniji. Ne. In tam vas lahko srečajo in pocukajo za rokav, kakšno bo vreme, ne? Tam se sreča kakšnega človeka, tudi kakšnega medveda kdaj, ampak je pa prijetno. Tam najdete svoj mir. Tako. In polnite baterije. Brane Gregorčič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Prijetno je bilo poklepetati z vami in vas poznati še v nekoliko bolj osebni luči. Jaz upam, da vas bomo še dolgo poslušali, da boste še dolgo uživali v teh opazovanjih vremena, ne? In čim manj teh ekstremnih razmer. Ja, hvala tudi vam za povabilo. Lepo in čim manj vroče poletje vam želim. Hvala, enako. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.